Profesor Kodre, kot ugledni znanstvenik, fizik, raziskovalec, univerzitetni učitelj, se širša javnost navdušuje nad vami v povezavi z znanstveno-fantastično literaturo. Celo pesem ste si prislužili svojo popularnostjo. A o tem nekoliko kasneje. Najprej predstaviva vaše strokovno znanstveno delo, ki ima nedvomno veliko težo v znanosti. Konec koncev ste tudi letošnji prejemnik Blinčeve nagrade za življenjsko delo, kar pa tudi ni kar tako. V slovenskem znanstvenem polju veljate za pionirja pri uvajanju raziskav na področju rentgenske absorpcijske spektroskopije z uporabo sinhotronske svetlobe. In to tako za raziskave v atomski fiziki, kot za karakterizacijo atomske in molekularne strukture materialov. No, zadeva je nepoznavalcem težje razumljiva, saj je tak opis nekoliko preveč nasičen z abstrakcijami. Zato želimo, da pojasnite obe polji raziskav, tako tiste v atomski fiziki, kot tiste, ki zadevajo označevanje atomske in molekularne strukture materialov. Absorpcija je najpreprostejši proces katerekoli sorte svetlobe s snovjo. Svetlobo si predstavljamo v tej sliki kot curek delcev, fotonov, in ko ti priletijo skozi snov, če je ta manj prozorna, se tam absorbirajo in s tem sprožijo v atomih te snovi nekakšne procese. V visokoenergijski svetlobi, to se pravi svetlobi, kjer imajo fotoni razmeroma precej večjo energijo kot pri vidni svetlobi, se ti procesi dogajajo večinoma globoko v atomu. To se pravi z energijami, ki so med najglobljimi, kar jih vezavnimi energijami, kar jih atom ima, to se ali pa po domače rečeno, tiste najbolj tesno vezane elektrone v atomovi elektronski ovojnici lahko s tem vzbudimo. Se pravi, da jih vržemo v kakšna višja, manj vezana stanja, ali pa celo izbijemo, da izkrčijo iz atoma. To je absorpcija. No, in ta absorpcija je, če jo pogledate v nekoliko grobi, nespecifični sliki, je v tem energijskem področju, ki mu rečemo rentgensko, po angleško X-ray, se zdi razmeroma preprosta. Če pogledate diagram, kako teče moč absorpcije v odvisnosti od barve svetlobe, torej od energije fotonov, so to razmeroma enakomerna upadanja z energijo, prekinjene so pa z ostrimi skoki. Ostri skoki se zgodijo takrat, ko energija, ki jo zdaj počasi višamo, doseže nivo, da še bolj tesno vezane elektrone zbije ven. In tako imamo, tako kot so prvi atomski fiziki krstili te lupine elektronov v atomu kot K, L, M, N. S K so začeli tako, če bi se slučajno izkazalo, da je treba še malo prostora imeti za še bolj tesno vezane, ki pa jih ni bilo. To se pravi, zato začenjamo z enim čudnim K. K so najbolj trdno vezani. In tlele, te K in naslednje L smo mi lahko proučevali s temi eksperimenti. Zdaj pa, torej ta slika, preprosta slika, ki sem jo pokazal, je seveda groba. Če hočete, da je preprosto, potem ne morete iti v finese. Nas so pa zanimale in tudi pač fiziko tistega časa nekatere majhne podrobnosti, ki pa kažejo, da ta proces, kako foton prileti na atom in mu izbije elektron, da to ni vedno čisto preprosto. V redkih primerih se zgodi, da priletita ven dva elektrona, ali pa da se več kot eden premakne, da se skratka atom kar malo reorganizira. To se na tej sliki, ki sem jo prej omenil, kjer gre za gladke padajoče poteke, se pokaže kot kakšni majčkini zobci in podobne stvari, podobne strukture. To je
In to je ta prvi del od teh dveh procesov, ki ste jih omenili na začetku. Ne? To se pravi, to, kar se tiče atomske fizike. Mi smo v resnici s tem začeli še preden smo prišli na sinhrotrone. Ne? Pač doma z enim starim rentgenom, ne? Ampak skratka lahko smo to študirali. Na sinhrotronu so se stvari samo pospešile. No, druga plat, ne, ki ste jo tudi vprašali, tista o strukturi snovi, materialov in tako naprej, ne, je pa naslednja zgodba. Ko zdaj ta foton prifrči na atom in mu izbije ta globoko vezani K-elektron ven, na primer, ne, se ta izbiti elektron zdaj giblje po snovi iz atoma ven in tako rekoč otipava okolico tega atoma. Ne? To se pravi, če lahko se na kakšnem sosednjem atomu odkloni, lahko skratka mogoče tam izbije kakšen atom, karkoli, polno procesov je. Ne? Ampak, če ste zdaj sposobni to dogajanje izbitega elektrona na način registrirati, potem ste s tem zvedeli nekaj o tem, kakšna je okolica atoma, to se pravi, kakšna je zgradba snovi, kateri atomi so si s katerimi bližji, kako daleč narazen so, koliko je takih sosedov, in to je predmet te aplikativne plati našega dela, ne, ki se mu reče XAFS, ne, X-ray Absorption Fine Structure, drobna struktura v rentgenskih robovih. Ne, in to je tisto, kar poleg nas zanima še kemike, biologe, ljudi, ki raziskujejo nove materiale in tako naprej. Profesor, vaše temeljito znanje povezano z osebno integriteto, ker se mi zdi, da bi bila lastnost vsakega dobrega znanstvenika, je namreč omogočilo, da ste slovenski znanstveniki zelo kmalu se vključili v mednarodne raziskave na sinhotronskih centrih. No in prvi projekt za merilni čas na žarkovnih postajah ste v laboratoriju v Hamburgu pridobili že leta 1989. Kako vam je to uspelo? No, ko sva že pri slovenskih znanstvenikih, ne, na sinhrotronu v Hamburgu so bili močno pred nami, ne, kar nekaj let pred nami, fiziki, ki študirajo osnovne delce. Ne, to je skupina, takrat jo je vodil profesor Kernel. Ne, in oni so kar, takrat je bil ta sinhrotron posvečen in tudi zgrajen je bil v resnici ravno za raziskave v osnovnih delcih. Ne, no, in oni so pridno hodili gor, so tam sodelovali pri eksperimentih, so preračunavali rezultate in tako naprej. Skratka, živo so bili povezani. In potem mi profesor Kernel enega dne reče, a vaša skupina pa ne bi išla gor, saj tam imate tudi v bistvu izvir vaše rentgenske svetlobe, ne, ki se tam reče sinhrotronska zaradi izvora, ampak je pa seveda ista, samo mnogo močnejša. Ne. No, in smo najprej eno leto pred tem, sem se šel gor malo pogovarjati, ne, in pač videti, kako to je. No, in naslednje, potem smo napisali projekt, kar je treba, če hočete, da vas spustijo zraven. Ne. In naslednje leto smo dobili pač prvi merilni čas, ne, to se pravi, mislim, da je bilo en teden ali pa mogoče en teden na eni liniji, pa en teden na drugi liniji. Ne. In to načeloma seveda je tako delo. Ne. Torej, za tisti merilni čas, ko ga dobite, ne, teče žark 24 ur in zelo pametno je, če vi teh vseh 24 ur izkoristite. Ne. To se pravi, tam se res dela dan in noč dobesedno, ne. Ampak zato pa seveda izmerite in napravite eksperimente, ki jih doma, ne, na starem rentgenu v enem letu ne bi. Ne. To je ta bistvena razlika. No, tako se je ta reč začela. Ne. Ampak kot rečeno, po zaslugi teh
ki študirajo osnovne delce, ki so pač bili že od nastanka tega sinhrotrona. Ne. Kmalu potem se je pokazalo, da je ta sinhrotron za njih tudi prešibek in ta čas se je že gradil nov, ta večji obroč Hera, ne, in oni so se potem kmalu preselili tja in s tem se je status nas, ne, bolj energijskih revčkov, ne, se je močno olajšal, kajti na začetku smo bili smatrani kot paraziti. Ne. Ja, mislim, ne, oni so gnali žark za svoje potrebe, ko se jim je zdelo, da je zadost ali pa da je treba kaj spremeniti, ne, so žarko gasnili. Pa če smo bili mi na sredi še tako vznemirljivega eksperimenta, ne, oni so vladali. Ne. No, ampak potem se je, skratka, v letu ali dveh mogoče, ne, ko so oni že malo odhajali, ne, na boljšo mašino, ne, se je status popravil, da smo si nekako delili čas 50-50, ne, ampak še leto ali dve pozneje pa jih pa to ni več zanimalo in je, skratka, naša stroka, ne, to se pravi fiziki za atom, pač za sinhrotronsko svetlobo, ne, iz cele Evrope, ne, smo se potem lahko izmenjevali na tem sinhrotronu s svojimi eksperimenti. No, in od tu naprej so se projekti kar vrstili in postali ste uporabnik za merilni čas na različnih žarkovnih postajah pri evropskih sinhotronskih laboratorijih. Ste svojo raziskovalno skupino vključevali tako sposobne sodelavce, da vam je tak preboj uspel? Ja, kaže, da. Po našem prvem obisku, tistem leta 1989, ne, sta mlajša sodelavca, ne, Iztok Kračon pa Denis Glavič, ne, ki sta bila takrat, ja, po magisteriju, se mi zdi. Ne, torej, ko smo naš teden temu delali, so potem ne, tisti, ki so vodili to žarkovno linijo, kjer smo delali, ne, so vprašali, ja, kdaj pa računate, da boste te dva mlada doktorirala, ne, ker bi jih mi radi dobili sem. Ne, to se pravi, nobenega dvoma ni, ne, torej, res sem imel srečo z izjemno zagnane, vešče, delavne, bistre sodelavce. Ne. No, ko ste bili pa Fulbrightov štipendist in je vam vaša uspešnost omogočila tudi kasnejšim slovenskim raziskovalcem, ki raziskujejo nove materiale, dostop do vrhunske tehnologije, ki se je tam pojavila oziroma je bila. To je zdaj, mislim, moram malo popraviti, ne. Torej, Fulbrightov štipendist sem bil takrat na univerzi v Oregonu, ne, in imeli smo tako kot tukaj na Hamburgu, ne, en obisk, ne vem, 10 dni žarka na sinhrotronu v Stanfordu, ne. Ampak tam smo delali v resnici to prvo zadevo, to se pravi atomsko fiziko, ne, ker je tudi eden od tamkajšnjih sodelavcev je delal doktorat, ne, in mu je tisto, nekako je bila to njegova ta glavna vsebina, ne, tako da v resnici žal potem nadaljevanja tega sodelovanja in uporabe v Stanfordu ni bilo. Pri nas se je, ne, seveda takrat, to je bilo leta 90, ne, in pri nas potem so se začele državne težave, ne, tako da smo sicer poskušali, ne, in tudi amerikanska stran je bila zainteresirana za malo dolgoročnejši sporazum za sodelovanje, ne. Tistega smo podpisovali še kot Jugoslovani, ne, se pravi prek jugoslovanskih kanalov, ne, in seveda nič ni bilo iz tega, ne. In potem pa nekaj časa, skratka, mlada država, ne, ko smo imela tudi precej hujše druge skrbi, kot da bi se s tem ukvarjala, in potem je pa stvar že bila mimo in skratka, tako da žal, ne, tega sodelovanja ni bilo potem nič več. Profesor, vendar
kot pa navajajo vaši sodelavci in pa nekdanji študentje, je osrednje področje vašega dela raziskava globokih energijskih zbuditev v atomu z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo, sinhotronsko svetlobo. No in vodilo predstavljajo eksperimentalne analize več elektronskih fotozbuditev, ko za absorpcijo fotona pride do nekih sprememb. Ja. To je to, kar smo omenili na začetku. Ne? To se pravi, ne tako, kot se zgodi v 99,9 primerov, ko foton prileti v atom in pač izbije en elektron. Ne? Se včasih zgodi, da izbije dva, oziroma kvantna mehanika, ne, se tukaj postavlja pravzaprav na zanimivo vprašanje, a je zdaj to foton tisti, ki to izbije, ali je mogoče elektron, ko gre ven, ne, ko je bil izbit on med potjo, posmuka še kakšnega svojega tovariša, ne, elektrona, in ga tako rekoč odpelje sabo ali pa butne ven. Ne, to se pravi, v resnici s temi eksperimenti, ne, torej z merjenjem teh 0,1% verjetnosti raznih dogodkov, ne, pravzaprav razjasnjujemo kvantno mehaniko. Kvantna mehanika je strašno natančna veda, tudi za takele primere, ne, za nizke energije, dokončna. Ne, to se pravi, ampak jo je pa nekoliko težko aplicirati, težko uporabljati, ko imate sisteme, ki so bogati, ki imajo veliko delcev. Ne, računske težave so tam. Ne. In tam je seveda eksperiment še vedno vodilo in izvir definitivnih informacij, kako se atom obnaša. Ne. Saj nobenega dvoma ni, da bo teorija to napravila. Kot pri lahkih atomih to zmore. Ne. In so teorijske napovedi seveda popolnoma natančne, če hočete, recimo pri heliju na 8 ali 9 decimalnih mest natančne, ne, kar je strahovita natančnost. Ne. Ampak, kot rečeno, ne, potem se pa začnejo z več in več, z bolj in bolj bogatimi atomi se začnejo težave. Ne, in ta točnost pa ne seže. Ne. Tam je treba in je seveda koristno imeti eksperiment, zato da lahko, če hočete, določimo in imamo nekako v zakladnici znanja, ne, kako se zdaj atom v takih in drugih situacijah obnaša. Ne. No, vaše raziskave so tudi ključno prispevale k razumevanju atomskega absorpcijskega ozadja v rentgenskih absorpcijskih spektrih, kar je seveda posledično omogočalo tudi boljše določanje atomske in molekularne strukture materialov. Ja. No, tukaj pridemo do spoja obeh tipov raziskav, ne, o katerih so govorili na začetku. Mi smo po ugodnem naključju začeli z atomsko fiziko. Ne. Mi smo prišli iz študija atomske fizike, ne, še izpred tistih prvih časov, ne, sinhrotrona, in smo o tem nekaj vedeli. Imeli smo izkušnje, skratka, poznali smo, kaj se tam dogaja. Ne. Tisti, ki so pa raziskovali s tehniko XAFS, ne, kot smo omenili, to se pravi zgradbo materialov in podobno, ne, pa večinoma tega ozadja niso imeli. In so pač tistemu, kar so zmerili, slepo zaupali. Ne. V resnici se pa oboje sorte dogodkov se prepletajo na istem delu spektra, ki ga izmerite. Ne. Večinoma to ni nič groznega, zaradi tega, ker, kot rečeno, ne, tisti atomski delež je 0,1%, recimo tipično, ne, včasih malo več, ne, in ne moti. Ne. Ampak sem pa tja se pa zgodi situacija, recimo takrat, ko imate zelo neurejeno snov, ne, ko je ta XAFS signal zelo šibek zaradi neurejenosti, ne, takrat pa ga utegnejo mestoma preglasiti atomski učinki. In potem seveda ljudje, ki slepo zaupajo, da je tole zdaj tisto, kar ne bi bila njihova struktura materiala, ko to analizirajo,
lahko pridejo do napačnih rezultatov. Dobro, to se zgodi res samo v ekstremnih primerih, ampak da pa pridejo do rezultatov z manjšo natančnostjo, z manjšo zanesljivostjo, to se pa kar zgodi. No in tukaj je zdaj ta naša srečna okoliščina, da smo se spoznali na obe plati tega eksperimenta, je pomagala, ker smo lahko objavili kar nekaj člankov, nekaj del iz tega, kako je treba zdaj atomske učinke počistiti ven, da dobite čist zanesljiv signal XAFS in potem iz tega študirate strukturo materijala. Samo to, rekli ste, da gre za neurejeno snov. Kaj s tem mislite? Kako recimo kot... Urejena snov so kristali. Tam je vsak atom na tako rekoč teoretično predvidenem mestu, in od danega atoma, če greste 1000 korakov naprej, čez 1000 atomov, bo tisti ta tisoči še vedno poravnan s prejšnjimi. Zato imajo kristali to lepo zgradbo, imajo lepe, kadar se razvijajo prosto, imajo lepe ravnine, imajo čiste optične lastnosti in tako naprej. Neurejena snov je pa tako, kot če zagrabite želatino ali kaj podobnega. Pa tudi ni treba, se tudi steklo je v resnici neurejeno, ker je prehitro ohlajeno, da bi se uspelo kristalizirati, in v njem ne morete prav dosti napovedati, kje je zdaj kakšen atom. Za te prve sosede, recimo če študirate en atom, potem za prve sosede okrog njega že poveste, kje so, kako daleč so, zaradi tega, ker preprosto se ne morejo več kot toliko natlačiti skupaj. Ampak kako natanko pa so, je pa že vprašanje, in že druga vrsta atomov je pa že zelo, zelo nedoločena, ker se lahko ali v te vmesne prostore ali v une vmesne prostore. Pri kristalu je pa to jasno, tam se gre pa lepo po špakcah, če porabim en domač izraz. No, vse te vaše raziskave so sicer temeljnega značaja, vendar ima pa veliko aplikativno svojstvo, se mi zdi. No, in spoznanja vas in vaše raziskovalne skupine so imela tudi v minulih letih gotovo velik vpliv na razumevanje, kaj se na atomski strukturi dogaja z materijali. No, to se mi zdi zelo pomembno, se vidimo, kako je prav to polje materijalov danes eno od osrednjih raziskav znanosti. Ja. Kar nakrat seveda smo odkrili, da je v materijalih, da z ustvarjanjem novih materijalov lahko dosegamo lastnosti, ki jih pač preprosto prej v naravi ni bilo. Da seveda ne govorimo, zlasti se to pozna pri temu, kar je moderna elektronika ali kaj podobnega, kjer že preprosto to, kar je potrebno za to, da ste lahko delali tranzistorje, diode in tako naprej. Zato so potrebni germaniji ali silici, take čistote, ki jo v naravi preprosto ni mogoče doseči. Imate lahko, mislim, mogoče ali pa bi, čeprav mislim, da v resnici niso nikjer našli. Mogoče bi lahko imeli kristale teh elementov, ampak bi bili premalo čisti za take uporabe. To se pravi, človek je moral s posebnimi postopki doseči to čistost, da se je potem dalo napraviti polprevodnike in vse tisto silno, kar je danes iz tega sledilo. Da seveda ne govorimo pa še o mnogih sortah novih, ne kar tako elementarnih, ampak mogoče na spojinah slonečih materijalih, ki imajo tudi takele čudežne lastnosti, ferroelektrični kristali, magneto, taki in taki, kristali magnonski. Tega je zelo veliko in tako rekoč čedalje več. Ja, po drugi strani ste pa vi kot pedagog, profesor matematične fizike zares pustili veliko sled na oblikovanju novih generacij znanstvenikov. Znanstveno in najbrž tudi osebnostno ste oblikovali izjemne ljudi, raziskovalce, znanstvenike.
Vaša predavanja so dala študentom potrebno širino, da so se s svojim znanjem lahko spopadali tudi z nefizikalnimi problemi. V fakultetnem in tudi širšem univerzitetnem okolju se vašemu predmetu reče kar mafija. Kako vi to doživljate? Ne, to je tudi mi, ko smo bili študenti, smo temu res, to se je rekla mafija. In preprosto, ker je v okenčkih sporeda predavanja, ni bilo prav veliko prostora, pa je bilo cafi. Ja, koliko je treba, da boste to podaljšali v eno znano besedo? Sigurno ne, to je, odkar je najbrž, torej jaz mislim, da kar nekaj let, preden sem se jaz opisal, je profesor Kuščar, ki je tako rekoč zasnoval ta predmet, je že, skratka, mislim, da je od takrat, da je bila to mafija konec. Ja. No, vse skozi pa se vas drži sloves zelo strogega, a pravičnega profesora, ki od študentov zahteva sistemsko razmišljanje, in za sistemsko razmišljanje pravijo, da je kognitivna veščina 21. stoletja. Kako vi to pojasnjujete? Ne vem, če znam pojasniti, oziroma zdaj to definicijo o 21. stoletju prvič slišim. Tako da je pa res seveda, da nismo nikoli delali, nismo ponavljali recimo starih problemov, starih nalog, ampak smo si vedno izmišljali, se trudili najti nove, in to nove iz pač torej vsakokratne prakse, kar se je, če se je nekaj novega slišali, da pač v svetu iz katerega koli področja smo skušali nekako napraviti iz tega en zgled, računski zgled, en problem, ki ga je treba razvozliti, za recimo ta novo staro, mogoče je bila v tem težava, da tam, kjer so študenti navajeni, da če predrgne toliko pa toliko starih izpitnih vprašanj ali izpitnih nalog, potem bo med njimi sigurno najdu tisto, ki bo pa tokrat na vrsti. To se pri nas ni dogajalo. Te naloge so bile vedno sveže. In včasih kar zelo pestre po enem pikniku. Študentje smo imeli in so imeli pri nas redno spomladanski piknik, in na kolokviju, ki je sledil temu pikniku, je bil problem oceniti, kako hitro se na pikniku segreva pivo v sodčku, ki je pač prišel tja še primerno hladen, in kako zdaj, čez koliko časa, ne bo več užiten dobesedno, če hočete. Recitno, tako če dam tak malo humoren zgled. Zanimivo, ne? Je pa zanimivo, da ste vi kritični tudi do generacijskih premikov, ki pa so se pri nas zgodili najbrž povsod tudi drugod po svetu v zadnjih desetletjih. Zdajšnje generacije nimajo take intelektualne kondicije, kot so jo imeli nekdaj. Ste to nekje tudi izrekli v bistvu? Tega se ne spomnim, pa nekako mi ne zveni čisto kot to, kar bi utegnil reči. Mogoče se nanašate na eno izjavo, se smo jo že dolgo tako med kolegi omenjal, da seveda se je zgodil en prelom v odnosu generacij do šole. Nam je bilo dragoceno priti na fakulteto, študirati fiziko, kot da nam je s tem nekaj dano, in smo seveda zato pogoltnili vse, kar je šola od nas zahtevala. Imeli smo 42 ur šole na teden, kar je bilo delč nad tedanjimi merili. Pisali smo preizkuse, kolokvije in tako naprej, kar naprej, kar zahtevne. Na koncu pred diplomo je bilo treba opraviti en izpit, koliko čez cel študij nazaj, načeloma, saj ni bilo čisto tako zares, ampak ja, poglavitne stvari iz celega fizikalnega, recimo temu, programa. Potem so prišle generacije, kjer je bil ta odnos obrnen.
Oni so čutili, da nekaj dajejo šoli, torej ne bo zdaj šola hvaležna, da so prišli k njej študirati. Ne? In naj to lepo prosim malo upošteva, ne? Tako da ne si zdaj zmišljati obremenitev, ki mogoče niti niso zelo potrebne, ne? Ampak so samo stvar tradicije ali pa česarkoli. To je bila največ vsebina misli, ne? Ki pač še najbližje prije temu, kar ste predlagali, ne? To se pravi o intelektualni kondiciji. Ja, no, ne vem. Ne? Ja. No, je pa sporočilo definitivno na mestu. Veste, ne gre zdaj samo, da bi take stvari opažali na fiziki, matematiki, recimo na teh naravoslovnih. To je bilo to univerzalno, seveda, o tem ni nobenega dvoma. Tako. Ja, seveda. In to sporočilo se mi zdi zelo umestno in pa potrebno zaslišati današnjim generacijam. No, profesor, kot sem že na začetku rekla, veljate za imenitnega prevajalca znanstveno-fantastične literature. Recimo za Štoparski vodnik po galaksiji avtorja Douglasa Adamsa velja vaš slovenski prevod celo boljši kot sam original. Kako to, da vas je v bistvu to področje beletristike pritegnilo? No, nekako s književnostjo sem si bil zmeri zelo blizu. Ne? In ta žanr, naletel sem na nekaj dobrih del z tega področja, pri nas je za to skrbel dr. Dolničar. Dobivali smo pač tudi nekaj knjig je izdal, nekaj prevodov. Pa revija Življenje in tehnika je imela v vsaki številki na zadnjih straneh kakšno znanstveno-fantastično črtico. No, in tam je bilo nekaj stvari, ki so res silnih razmislekov. Vsaka literatura seveda vas obogati s tem, da sproži ena vprašanja, na katera mogoče ne bi sami prišli. Sleherna. Ta je imela pa posebne sorte vprašanja. To se pravi, odkot se je ta naša vera, da je človek krona stvarstva in tako dalje. A smo res tako zelo prepričani o tem? Se moramo imeti, seveda, po drugi strani so nas pa, recimo, torej ta poceni znanstvena fantastika, ki jo nikoli nisem maral, tudi filmi in tako naprej prepričevali v to krono stvarstva. In zato nekako po tej strani sem prišel noter, torej po tej, kako bi se temu reklo, nekako odvajanju od prehudega antropocentrizma, kar je zagotovo bil prispevek znanstvene fantastike. Ja. Sprašujem pa vas, a ste fiziki ljudje, ki vas raziskovanje zakonitosti narave, to je vaše področje, priteguje, pa ne nazadnje tudi vas pritegne znanstvena fantastika, se s tem nekako odmikate od vsakdanje pritlehnosti tega življenja, ki ga živimo? Ne vem, če. Ne, mislim, da ne. Torej, za fiziko bom gotovo rekel, da ne. Torej, prav spomnim se, enkrat je bilo to po drugem letniku na koncu, in lep smrdanski dan je bil in jaz sem tle koračil iz Viča proti mestu. In kar naenkrat se mi zadel, koliko so me naučili o tem svetu. Zdaj gledam okrog in razumem, kako oblaki plavajo po nebu, kako veje se zibljajo v vetru, odkot glasovi žužkov po tleh in podobno. To se pravi, nekako fizika je pomenila še tesnejšo navezavo na dejanski svet, na življenje in tako naprej. Torej, to je bil en tak dogodek, sorte razsvetlitve, in se mi tudi zdel, koliko bi zdaj jaz lahko povedal, če bi recimo učil v šoli. Pač ne bi drgnili samo tistih, kako se klada giblje navzdol po klancu s takim in takim koeficientom trenja in tako naprej, ker so klasične naloge,
recimo v gimnazijski fiziki, ne, ampak bi lahko zajemal zglede iz vse povsod. Ne. Ja, z današnjim vokabularjem bi vas lahko označili za influencerja, kot se reče. Ki znanost vpenja v mnoge načine pripovedovanja in sicer na neobremenjujoč način, zabavno, privlačno. Skoraj bi rekli, da ste nekakšen sodoben Arhimed. Predvsem pa pri mladih je poznavanje Štoparskega vodnika po galaksiji kar stvar kultnega statusa. Sicer ste prevedli tudi mnoga poljudna besedila z področja moderne fizike, bili ste gost mnogih omizij in intervjujev o pomenu znanosti v družbi, čimer ste pomembno prispevali k popularizaciji fizike. Se tega zavedate? Kako vi gledate na to? No, kar nekaj imam kolegov, ki to zavedajoč se počnejo, radi počnejo. In lepo je bilo biti v tem krogu. Ja, kantavtor Marko Brecelj je napisal tudi pesem o vas, mislim, da ima naslov Alojz Valček, kjer prepeva Alojz Kodre, mojster za vse, mojster za mafijo. Ne. Kako se spominjate tega? Pri vseh generacijah je to nenehno popularno. Ta glasba je zelo dobra. O tem ni nobenega dvoma. Tudi besedilo, če greš skozi, je kar lepo, poetično je, tako, mogoče celo rahlo v nasprotju z besedili iz tiste dobe, bolj ko so bila groba, malo razbijaška, bolj so vžgala. Tako da me pravzaprav ves čas preseneča, da je ena taka, tako rekoč intimna izpoved, če hočete, ko jo preberete. Nameraval študirati fiziko? Ja, saj je bil, pri nas je hodil na predavanja. Ja, je pa res imel ravno pri mojem predmetu, mislim, zdaj, kako je bilo drugje, ne vem, tam so itak izpiti, pa mogoče ti ni zelo hodil na te izpite. Skratka, ni doživel preizkusa, zdaj, pri nas je, pa nismo imeli izpita, ampak je pri tem predmetu, ker sem bil takrat asistent, je bilo vse, uspeh se je dobil z točkami pri kolokvih, torej pri pisanju. In tle nekako ni izbral tistega, zato govori o tistih točkah, točka in pol, ali kaj že. Tako da ja, ampak je bil. In celo ena skupinca je bila taka malo bolj, kako se temu reklo, neortodoksna za to okolje. Skratka, ko so bili luštni, dva sta pa naredila in to zelo v redu, njegova prijatelja. Ampak na nek način mu je zlezla mafija pod kožo, ne? Izgleda pa, da ja. Tako. Profesor, znanost se danes tako hitro razvija, že če pogledate vaše področje, ne? Imate ozke specializacije polj, a hkrati seveda ne gre tudi brez povezovanja in pa prepletanja te znanosti. Tudi pri humanistiki in družboslovju ne gre več brez podpore matematičnih modelov, ker seveda predstavlja nek problem, a brez tega seveda ne gre in vedno težje bo šlo. Kako vi vidite razvoj take znanosti? Mislite humanistične ali? Ne, znanost kot taka je tako prepletena, da eno brez drugega ne more in seveda se vedno bolj te matematični modeli umeščajo za razumevanje tega. Na koncu koncev, lahko da z matematičnim modelom posnamete samo, recimo 90% bistva enega pojava. Se pravi, da bodo vaše napovedi približno toliko zanesljive, ampak v mnogih primerih je to še zmeraj precej več, kot pa so napovedi z golim besedovanjem in tako naprej. Pa ne govorim zdaj, imate nekatere razlage širom po tudi takih, torej znano nematematičnih, ki so izjemno lucidni. In ko se vam odprejo oči, ko tisto slišite, preberete ali karkoli,
ampak pokritje enega širokega prostora pojavov, ne, je pa v resnici pravzaprav človeškemu duhu dosegljivo še najlažje čez matematični model. Ne, ker ste, kot rečeno, z njim pokrili recimo 90%. Ne. Poglejte meteorologijo. Ne, še v naši mladosti je bila to pravzaprav ena sorte pripovedna znanost. Seveda so imeli meteorologi zapiske za leta nazaj lastne, tako rekoč. Ne. In so pa tudi ugibali, zato so si tudi upali dajati dolgoročne napovedi, so že pozimi povedali, kakšno bo poletje letos, česar modern meteorolog tudi približno ne bi poskusil napraviti, ker ve, da je na taka razdobja prevlada kaotičen karakter vremena, ki ga, kaos je tisti del, ki je nenapovedljiv, tudi v fiziki. Tako da tam lahko napovedujete samo povprečne lastnosti, ne pa zelo na široko povprečne, ne pa podrobnosti. No in tako je zdaj še marsikje drugje. V bistvu celotni znanosti. Celotni znanosti v resnici, ja. Je pa nekaj zanimivo, da se danes vse bolj zaostruje svetovna tekma za talenti. Ti so postali bolj iskani in cenjeni kot gospodarski ali pa energetski resursi, če se izrazim nekoliko s tako ekonomsko terminologijo. Kako vi vidite take razmere? Seveda. Žal je na začetku ali na koncu vedno kapital. Ravno zdaj se ukvarjam še takole v prostem času še s tretjo knjigo Karla Rovelija, mislim 2 drobni knjižci, ki sta bolj fizikalne vsebine. Je pač založba v hiši že izdala, ja, 2 sta že bili pred leti. No in zdaj gledam tretjo, ker je, moram reči, Rovelij en avtor, ki ga je zelo prijetno brati. No, to je pa zbirka v bistvu njegovih kolumn iz raznih področij. Fizike je pravzaprav manjšina tam noter. No in prav tole vprašanje je stvar ene od njegovih kolumn. Poglavje o enakosti in neenakosti. In on skratka skuša pokazati tezo, da smo bili človeštvo enakostni delč, vse do začetka poljedelstva, ko ste lahko prvič kopičili zaloge in tako naprej, in je to bil predmet poželenja. Lovcu, nabiralcu niste imeli kaj vzeti, tiste njegovo malho mogoče, ker je bilo še četrt zajca noter. Zato ni bilo vredno iti v spopad. Medtem ko za eno kaščo žita v hudih časih so pa najbrž mnogi vzeli v roke, karkoli so že imeli, ki sulico ali kaj, pa so šli tisto osvajati. No, to on zgoraj, ampak in pravi, kako še, to je bilo prav zanimivo, kako smo še, pač mogoče, ne vem, nekaj desetletij nazaj, smo nekako še verjeli v ta enakostni princip, zdaj pa vidimo, kako je v eni silni plimi neenakost, kako se razlika v količini imetja, kako se strahovito povečuje, in to povsod po zemeljski obli. Imate strahovito bogate ljudi, ki seveda imajo tudi ustrezno moč, oblast v zvezi s tem. In tlele je zdaj tisto odgovor na vaše vprašanje. Žal je tole, torej iskanje in napiranje talentov širom po svetu, je žal zelo velikokrat pravzaprav v službi kapitala. Kapital se skuša za svoje projekte
zagotoviti sposobne kadre, ne, da bo še močnejši in tako naprej. Ne. Tistega akademskega sprehajanja, ne, kot sem bil mogoče tudi sam deležen, recimo 2-krat kot Fulbrighov štipendista, ne, tega je pravzaprav čedalje manj. Ne. Tisto je bilo res torej, na obe strani. Ne, torej, oni so pač imeli enega razmeroma delovnega, pridnega človeka, ki je pač vedel, da mora v tistem letu kaj napraviti, ne, tam, ker so toliko širše možnosti. Ne. In tudi domači kraj, to se pravi država, ljudstvo, ali karkoli rečete, ne, je pridobilo nekaj s tem, da je prišel nazaj človek z izkušnjami, ki jih tle ne bi mogel dobiti. Ne, in pač s tem ustrezno širšim obzorjem. Mogoče je to širše obzorje še ta najbolj pomembna od vsega. Ne. Ampak zdaj, ne, pa pravzaprav ne morete več slediti tako obojestransko dobrim ciljem. Ne. Stvar postaja vse bolj nesimetrična. Ne. In škoda. Mislite, da svet postaja v bistvu nesimetričen, življenje v njem? No, na to opozarja Rovelli. Vsaka sredina, ne, vsaka država, najbrž tudi še pod tem, ampak tam to ni tako zelo markantno. Ne. Ampak v vsaki skupnosti, ne, se delajo špice, ne, in nimajo mere, da bi rekli, ne, zdaj pa dost. Ne. Še tole me zanima, ne? A se vam zdi, da Slovenija dobro in pa dovolj skrbi za razvoj svojega intelektualnega potenciala? Če seveda sprejmemo tezo, da je znanost, znanje gonilo razvoja in pa prosperitete. Po rezultatih sodeč bi se reklo ja. Ne? Mislim, po rezultatih ljudi, ki iz tega sistema pridejo. Na mojem področju, ne, so bili slovenski fiziki povsod sprejeti, ne, tako navdušeni so bili, da tudi tam želeli priznanje, to si pa imel dobro šolo, ne, da si takole. Ne, tako da z tega vidika ni pravzaprav kaj reči. Ne. Ampak seveda lahko je to tudi posledica tistega, kar sem prej omenjal, ne, to se pravi tega, da smo imeli obdobje, torej tisti prelom generacije, ne, ko seveda so lahko šole, ne, zahtevale zelo veliko, pa so bili mladi ljudje pripravljeni to izpolniti. Ne, in so seveda s tem si pač z več truda nabrali več znanja, boljše delovne navade in karkoli, ne, kar danes ni več tako samoumevno in tako lahko.